in je rekel, govori, kot da tečeš. Jaz gledam, mi reče kolega, stari, počivi, se boš pretegnil. Jaz, pretegnil? Kje pa? Meni je tek res tako pomagal. Doskrat, ko tečem, samo narava, glasba in jaz. Ampak zdaj smo to razširili, zaradi tega, ker je imel Nejc idejo, da bi naredil 8 tekov. Verjetno še kakšen presenečenje ki bodo pač predstavljajo besedo Asperger, kar je pač tudi njegova diagnoza. Težko je biti pesimističen o Nejcu, ki ima neverjetno energijo. Če me boste srečali, mi samo pomaknete, boste slišali tisto znano iz Keksa. Še bolj močno, še bolj noro, še bolj na poskok. Spoštovani, spoštovane, cenjeni tekači se tam zunaj, to je 141. epizoda podcasta Zagret za tek, ja. Z mano danes 2 gosta, tema pogovora bo avtizem, Asperger, tek in še mnogo stvari okoli, z mano pa, da jih predstavim zelo na hitro, Nejc Pogačar, ja. Zagret tekač, ki ima avtizem, Aspergerjev sindrom. Zadal si je, da letos svoji strasti do teka doda še dobrodelno noto in bo zato v mesecu aprilu teku za avtizem in druge spodbujal, tako da mu s tekom in hojo pomagajo nabrati čim več kilometrov. Nejc mi zdaj kaže, evo, že broško tega projekta, o tem bomo danes govorili. Tina Janežič zraven, ki je pokazala majico, ja, z logom društva, je pa strokovna sodelavka društva ASPI, Društvo za pomoč mladostnikom in odraslim s spektro avtistično motnjo. To je nevladna organizacija na področju spektra avtistične motnje, ki deluje že več kot 12 let. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom udruževanja odraslih oseb s to motnjo, njihovih staršev, strokovnjakov. V leta 2018 pa se je razširilo in deluje tudi na nudenju podpore mladostnikom z dopolnjenim 16 letom starosti. Zelo na hitro. Živjo, Nejc in Tina. Živjo. Zdaj, najboljš bo, da me malo dopolnita. Jaz sem si tam izpisal, ki je v vaju. Nejc, se lahko ti mogoče predstaviš? Ja, živjo, Nejc. Najprej povem, da je stan. S tekom se ukvarjam že od 8. avgusta 2019, se pravi 3 leta in pol. Glede jecljanja pa teka, imam pa zanimivo zgodbico oziroma anekdoto. Namreč, jaz sem hodil k enemu gospodu, psihoterapeutu Radovanu Radetiču, če je to znano. V glavnem, ki je mimogrede tudi Zagret tekač, in je rekel, govori, kot da tečeš. Jaz gledam, kak, on to misli, in ja, sploh trelaši se bojo strinjali z mano, da ko ti napadaš, oziroma ko tečeš v klanec, potrebuješ več energije, da ga odtečeš z isto hitrostjo kot po ringu. Zdaj pa, če boš ti prehitro začel v klanec, te bo sredi klanca zmanjkalo. Isto je prigovor. Jaz moram, ko govorim, govoriti
sproščenim tempom in paziti na klance in jih opaziti, primerno zmanjšati tempo teka, meri tempo govora in bo šlo kot po maslu. Izvrstno. Tako. Izvrstno. Se pravi, s to tehniko si uspel dejansko izmojstriti svoj govor, da si zdaj fluenten ali kako? Mislim, se trudim, no? Je sicer še vedno se mi zatika, ampak ko se pa spomnim oziroma ko se pa skoncentriram na tek, med govorom gre pa lahko. Jaz lahko potrdim, da ti gre izvrstno. Sem slišal že precej danih Slovencev, ki govorijo precej slabše, da politiko sploh ne omenjam, ampak ne bomo šli v to smer. Ina, prosim, živjo, evo, še tebe prosim, par besed o sebi, da te umestimo, kdo si, kaj počneš in kaj imaš pač z Nejcem in s tekom. Jaz sem po izobrazbi profesorica filozofije in sociologije. Sem pa naredila tudi strokovni izpit iz socialnega varstva, tako da zato sem se znašla pravzaprav v društvu ASPI, kjer sem zaposlena kot strokovna delavka. Nisem navdušena tekačica, to sem bila, ker sem bila še na faksu, no. Sem nekaj tekla, ne morem se zdaj pohvaliti s tem, ampak sem pa navdušena pohodnica. Tako da rada veliko hodim in na dolge razdalje. Mogoče dve taki najbolj turi, ki sem ponosna na njiju, sta 7 dni od Iškega Vingarja do Strunjana, polovička E6, evropske 6 poti in pa iz Robiča do Škofje Loke, to je pa E7, evropska pešpot 7, 6 dni pa mislim, da smo imeli povprečju jurja vzpona vsak dan. Tako da, evo, jaz sem bolj pohodnik, tekač, oziroma tekačka. No, drugače pa ja, Izvoli. v bistvu sem tukaj v Aspiju spoznala z Nejcem, no, ker pač je tle že ti si bil še pred mano, še pred 18. Že dejansko od samega začetka, se pravi, spomnim, sem začel delati preko študentov eni tovarni in sem šel direktno po smeni do Aspija, kjer smo pekli kekse. Potem sem tudi igral, sem v glasbeni šoli vsa tokala pa saksofon. Sem igral na otvoritvi društva Aspi s saksofonom. V centra Aspi, tukaj v Domžalah, kjer se trenutno. Potem sva pa z bratom, jaz s kahonom, brat pa s kitaro, novembra na tako imenovanem dnevu odprtih vrat društva Aspi smo zapela par pesmi. Mislim, koliko talentov Stranski človek. poseduje, ja. Nejc Pogačar, povej mi, Nejc, stalno vprašanje. Si danes že tekel? Ne, še. Še? Si pa včeraj tekel? Ja? Za danes sem si zadal dan počitka. Namreč včeraj sem ponosno in pa v dobri družbi pretekel v 22. izvedbo ormoškega polmaratona. Tako da je danes dan za regeneracijo. Sem se pa dogovoril z eno kolegico, isto na Spektru, da bomo jutri malo pohajala po Domžalah. Natančneje bova prehodila pešpot Šumperk
Če bo pa meni to premalo, bom pa še odtekel. Prav. Tako da pustimo se presrediti. Kako ti je šlo v Ormožu, čisto na kratko, si zadovoljen, no, z dirko? Mešani občutki. No. Glede na to, da sem imel od 14. kilometra pa do cilja dobesedno borbo za preživetje, krči in pa kriza, sem zadovoljen, da sem dirko sploh končal. Po drugi strani pa sem jezen glede časa, ker vem, da sem sposoben več. Ampak kljub vsemu. Sem pa vsaj zaključil in se nisem predanil. Ampak kljub tem krčem in krizi si bil samo 10 minut počasnejši od osebnega rekorda. Mislim, pa sezona se še začela, ni tako dalej. Odličen obet za nadaljne dirke. Nejce, rekel si, tečeš že 4. leto. Seveda me zanima, zakaj si začel s to žlahtno gibalno dejavnostjo? V bistvu imam tukaj kar eno zanimivo zgodbico. Namreč prej sem jaz veliko rodil. Potem pa res zaradi izpitev in obveznosti na faksu. Študiral sem namreč socialno pedagogiko v Kopru. Nisem res nič športov. Sem imel pa, oziroma imam kolega Klemna, ki mi je rekel, da nič ne športaš, pojdi teč. In jaz tiste klasične, pa ne vem, izgovor je bila, Potem se spomni, da sem nor na številke. Mimogrede jaz bi lahko že za 5-kilometrski trening napisal samo evalvacijo na dolgo pa na široko, dobro, slabo. V glavnem, mi je predstavil aplikacijo, takratno Nike Run Club, ki ti dejansko na tvoj čas, sposobnosti in zmogljivosti napisal trening. In je rekel, daj naloži si gor, pa pejde. To je bilo v juliju 2019. Okej. Naložim gor, en teden in se šel. Ja, pa ne, pa sem spet, izgovori, takšni in drugačni. In potem je rekel, no, zdaj pa dosti. Zdaj pa gremo skupaj. V živo se spomnim, 8. avgust 2019, ura bila 10 zjutraj, sonce je pripekalo. Sva odtekla na Žalskem stadionu po tisti aplikaciji mojih prvih 10 minut, da sem videl, če mi sploh ustreza. In potem sem rekel, ja. Konec avgusta sem že tekel 5-kilometrsko razdaljo. Moj prvi dogodek je bila zadnja izvedba teka po ulicah Žalca. Lansko leto se je ta tek
preimenoval v tek Podarje petk za dober namen okrog Frmenskega jezera, ki je mimogrede od mojega doma točno 3 km. V glavnem, decembra je že tek desetke, in potem mi reče kolega, stari, počivi, se boš pretegnil. Jaz, pretegnil? Kje pa? Kje je pa, ne? Je prišel februar, ne? Decembra že je tek 10, 11, da je redno. Prišel februar, sem zmogel točno 4,3 km in niti metra več. In potem sem prišel k pameti, dajmo reči, in začel počasneje. Tako da toliko malo na kratko, imam pa polno še drugih zanimivih zgodbic. Vse hočem slišati, kaj pa, jasno, ampak preden nadaljujeva, zdaj bi pa pač Tino vprašal, društvo ASPI, s tem, s čim se ukvarjate, avtizem kot tak. Zdaj, marsikateri gledalec, poslušalka in tako naprej, je slišal že za avtizem, Aspergerjev sindrom, ampak si ne predstavlja točno, kaj to je. Mogoče lahko oriševa čisto osnovno, kaj je ta motnja, kaj je motnja avtističnega spektra, kaj je konkretno Asperger, kakšni problemi, težave, s katerimi se soočajo pač tisti, ki imajo to motnjo, in pač kako jim tudi vi tamle pomagate. Kaj mi pravzaprav počnemo tukaj, ne? Tako. Kar se avtizma tiče oziroma motnje avtističnega spektra, mi preprosto uporabljamo besedo avtizem, je pervazivna vseživljenjska motnja oziroma lahko bi rekli boljše kar stanje. Torej, čisto preprošteno bi pa lahko rekli, da so možgani osebe z avtizmom drugačni, kar pomeni, da drugače procesirajo, drugače vidijo svet okoli sebe in ga posledico tudi seveda razumejo in pa doživljajo na drugačen način. Spekter, beseda, ki se uporablja znotraj te motnje avtističnega spektra, se uporablja pa zato, ker so težave pa lastnosti pri vsakem posamezniku v bistvu izražajo na drugačen način, ne. In to v bistvu vpliva na njihovo stanje oziroma spet ponovno procesiranje in tako naprej. In tudi to mogoče, da se pojavlja na različnih stopnjah, lahko je v lažji obliki, lahko je v težji obliki. Torej, nekatere osebe potrebujejo, bom rekla, celo življenje velike in intenzivne podpore, medtem ko druge osebe pa pač tega potrebujejo manj, in lahko, bomo rekli, živijo zelo samostojno z nekaj male podpore. Seveda odvisno od tega, kako je družba pripravljena prisluhniti, razumeti in kako je ozaveščena. Mogoče največja odstopanja so opazna na področju socialne komunikacije pa interakcije in pa v obliki v bistvu ponavljajočih se nekih stereotipnih vzorcev, vedenj, zanimanj in pa aktivnosti, Zdaj, kaj so še neke druge značilnosti? Lahko bi rekli, da so na primer nekatere osebe zelo senzorno občutljive, res govorim tukaj o senzoriki čisto vseh čutil, tudi v smislu gibanja, propriocepcije. Torej, drugače tudi organizirajo te senzorne informacije in lahko vpliva v bistvu tudi na njihovo vedenje in seveda na kvaliteto življenja posameznika. Ni nujno, da, bom rekla, lahko grejo v neke trgovine, kjer je močna bela svetloba, ker jih to, bom rekla, kar boli oziroma pač bodo imeli stiske zaradi tega, kakšen hrup je tudi pogosto, Potem so seveda tudi informacije, kar se tiče izvršilnih funkcij, težje organizirajo svoj čas, imajo zelo usmerjeno in osredotočeno pozornost. Mogoče ne tukaj tebe. Ja. Tukaj bi Izvoli.
bi se navezal. Tina je recimo omenjena belo svetlobo v trgovini, kar lahko sproži napade panike, ki sem jih imel tudi jaz. In zdaj, dokler še nisem tekel, sem šel v sobo in dejansko predihaval po 2-3 ure in bil na koncu kot cota. Se pa spomnim, november 2019, nekaj sem pisal za faks, se pravi, se je delal se pravi nič. Naenkrat sem čutil bolečino v prsih, oziroma stiskanje v prsih. Sem samo tiho pograbil luč in teniške copate, tekaške copate, pardon, in samo šprintal. Takrat sem šprintal 1 miljo, prišel sem domov samo zaradi polnočnega šprinta, od minus 200% na plus 300%. In tudi, ko se pogovarjam z domačimi, z ostalimi kolegi, mi pravi, spet ta tek, pa tek pa tek tja. Ampak meni je tek res tako pomagal, da res. Odlično. Cel kup enih iztočnic ima, no zdaj Tina, dajva tako, super, zdaj bi lahko postavil 10 različnih vprašanj, ampak ti pustim, da še ti poveš do konca, potem pa s tega nadaljujemo. Ja, super. Torej, ostali smo pri izvršilnih funkcijah in sicer gre tukaj za spretnost načrtovanja in organizacije, usmerjanja pozornosti, nekaj osredotočenje in pa postavljanje nekih prioritet. Naprimer, ko delamo v službi, imamo seveda prioritete, kaj je pač bolj pomembno, je potrebno prej končati, kaj ne, tukaj malo lahko osebe zaprimo pač težave. Zdaj, kar se tiče, naprimer, še interakcije z okoljem, si navadno ljudje zapomnijo nek splošen vtis, ali pa če beremo knjigo, splošne informacije o knjigi. Medtem ko pri osebah z avtizmom se lahko tukaj pojavi pač neka težava, da so bolj na podrobnosti ali pa kar na celotno vsebino osredotočene in potem je kakšna obnova lahko velika težava ali pa čisto splošen vtis o nekem dogodku. Vidijo drevo, nimajo, da vidijo gozd, kako se že reče. Oziroma, tukaj je na dostih seminarjih povedana ta zgodbica, da je prišel Janezek domov, z šolskega ogleda ene kmetije, kjer so gledane kmetijske stroje, kmetijsko delo, vse, In Janezek, kak je bilo, dobre sendviče so imeli. To anekdoto lahko poseben interes. povemo, zelo plastično razložimo vse, o čemer se pogovarjamo, bravo. Recimo. Da se zelo osredotočil v bistvu na teka, in veliko teku ve in a te lahko izpostavim na ta način. Lahko. In pač zdaj sploh, ko smo čisto
v organizaciji teh dogodkov in tekov in tega dogodka v bistvu več želi z vsemi to deliti, ne? In deli na dolgo in široko. Brez da bi vedel, kaj se postavi. In to je tisto, ko sem omenil že na začetku, ne? Jaz bi lahko za nek 5-kilometrski krog, na primer, ne? Na dolgo in na široko, koliko višinco, kak tempo, kjeri segmenti, kaj sem videl, dobro, slabo. Vse Ni da, podrobnosti. ni da. Vse podrobnosti bi izvedel. Tako da midva sva danes dodatno opremljena, imamo en tak listek, na katerem piše zaključi in kadar Nejc odide še kam drugam v govorjenju, me tako diskretno probam pokazati ta listek. Da še malo poveva, kakšen je, kako se tem reče, zaodrje. Skrita komunikacija oziroma neke vrste znak, da se mora Nejc smajati. Ja, zdaj bo tole gledala moja žena, zdaj bo gledala to moja žena, pa rekla, jaz bom tak listek ne štimala, pa ga omenila. Ja, zdaj sta ji dala dobro idejo, ne? Jaz sem pa pečen. Ja. Moramo znajti. Ja, če jaz še nadaljujem, hočem še dve stvari omenila, kar se tiče avtizma. In sicer to, da pogosto se govori, da osebe z avtizmom nimajo empatije ali pa da nimajo razvite empatije. Tukaj se jaz nekako ne strinjam, no. Rekla bi bolj, da zelo močno čutijo, da jih preplavljajo tako njihovi občutki kot občutki ljudi okoli njih. Je pa res, da mogoče te ne vejo, kaj točno zdaj s tem narediti, torej ta kognitivna empatija, da mogoče omanjka, ne, kaj zdaj narediti, kaj je moje, kaj je tvoje, kako poimenovati, kako pravzaprav vse to čustvo imenuje in kaj potem narediti, ne. Zdaj, vprašali ste me tudi, kakšna je razlika v bistvu med avtizmom, Aspergerjevim sindromom. Trenutno pri nas velja še, da imamo več različnih avtizmov, ki si pašejo sicer pod, bomo rekli, eno marelo dežnikov, pač autističnega spektra, ne. In obstajajo med Aspergerjevim sindromom in avtizmom seveda neke podobnosti. Imajo pa osebe z avtizmom manj težav pri govorjenju in so ponavadi povprečno ali pa nadpovprečno inteligentni. Ja, nimajo nujno pridruženih drugih, na primer motnj v duševnem razvoju ali pa tako. Imajo pa seveda ne samo osebe z avtizmom, ampak tudi ne samo osebe z Aspergerjevim sindromom, tudi osebe z avtizmom, lahko pridružene še druge, bom rekla, motnje. Od obsesivno-kompulzivne, ADHD, seveda motnje v duševnem razvoju, sploh pri avtizmu, potem so pa zelo pogoste pravzaprav tesnobe, anksioznost, napadi panike. Govorno-jezikovne? Ja, govorno-jezikovne seveda izhajajo pravzaprav iz same diagnoze, pa seveda tudi ta groba pa fina motorika je pogosto tudi precej lahko oslabljena. Pa znižen psihomotorični tempo? Ja, znižen psihomotorični tempo, strokovnjak. A je bil Dustin Hoffman v filmu Rain Man Asperger ali bil avtist ali oboje? Asperger. Je bil? Da se ga... Nisem ga gledal, tako da to... Evo, naloga za naslednjič, pogledaš ta film, ne, pa poveš, koliko je realen, koliko je izmišljen, ne. Je tako zelo stereotipno.
Je stereotipen, ja, tako se mi zdi. Ja. Ja, je bil pa mislim, na ene trenutke zelo zabaven film, no, in en tistih klasik, ki smo jih vsi videli. Tina, kako se v Aspiju pač terapevtsko lotevate, rekel, teh motenj, ne? Oziroma, če kar nadaljujemo, ne? Je gibalna dejavnost, gibanje, morda celo tek, tudi moče eden od pripomočkov za že v vašem programu, že v vaših terapevtskih praksah in tako naprej. Ja, jaz mislim, da je. Mislim, da tudi Nejc lahko to zagotovo potrdi. Tudi nekateri naši člani pa članice se ukvarjajo s športom ali pa so se začeli ukvarjati s športom in ugotavljajo, da jim v bistvu zelo pomaga pri, bom rekla, rasti samozavesti do pač zmanjšanja nekih paničnih napadov ali pa tesnobe, boljšega, bom rekla, čisto obvladovanja lastnega telesa. Mislim, da ima en kup enih pozitivnih doprinosov, zdaj ali tek ali pa šport. Pri nas se res ukvarjajo borilnih veščin, teka, hoje, kolesarjenja, tako da ja. Tukaj, no, se moram jaz spet navezati. Namreč so svojimi zelo podrobnimi zgodbicami in svojim navdušenjem pri povedovanju o svojih tekaških podvigih sem uspel motivirati tudi dve članici. Z eno članico Tino so imenjakinjo moje sogostje, ki sicer bolj ne hodi, in pa eno članico Hano, ki mi je sama od sebe postala video, kako teče, da sem jo motiviral. In to zgolj in samo z mojimi na dolgo in na široko. Izvrstno. Nejc, povej mi, kako si se ti pa srečal z društvom Aspi, se vključil van? Kje si izvedel za njih, kako si prišel zraven? Jaz imam že dejansko celo življenje za pomoč družine. In so našli, da to obstaja. Smo se dogovorili za srečanje. In evo, sem tudi novembra ponosen prostovoljec društva Aspi. In tudi že lansko leto sem omenil predlog glede letošnjega projekta. Potem ni bilo toliko časa in potem je bilo konec oktobra. Meni malo dolgčas sem napisal Wordu dokument optimistične želje, kjer sem napisal, kaj bi potrebovali za tek. In potem pride strani Tine, prva poprava, pa druga poprava, pa tretja poprava in tako naprej in evo. In evo, tukaj smo, govorimo o tem, preden se lotimo projekta, evo, mi samo še nekaj povedi, ti si začel tež za 19,
rekel si že, ja, tako da tako si zapopad, tako zagret si, da vsem razlagaš, pa da kakšen te ima že kar malo dost, ampak vsem ti si vztrajen in to se obrestuje. Kako je pa recimo, kako so pa v društvu sprejeli tvoje novo športno navdušenje ali pa tudi v družini, tvoji okolici, kako so te Mejca, ne tekača prej, zdaj pa navdušenega tekača sprejeli? Kakšni so bili odzivi? Sploh za družino me podpira, tudi ostali tekaški kolegi in kolegice. Ta Klemen, potem ena Darika z Mozirja, Andreja, njena kolegica Anita, Rok iz Celja, drugi Strava sledilci, prijatelji iz Celjske zimsko-tekaško-pohodniške lige. Skratka, ogromno. In moram tudi priznati, da dokler nisem tekel, nisem imel veliko kolegov in kolegic. Odkar pa tečem, sploh pa zdaj, ko je ta projekt, pa res, če dalje bolj. In ena zanimivost, ravno ta teden, oziroma prejšnji teden, sem si začel pisati z eno Patricijo, tudi na Spektru, ki pa trenira rdeče pse. In jo moram pohvaliti, je imela včeraj tekmo 106 kilometrov in je zmagala svojo psičko. Tako da, evo, tek povezuje, tek posrečuje, tek motivira. Bravo. Se pravi, tekačev na Spektru si že cel kup pomenil, znaš vedeti, koliko jih poznaš, koliko si jih sam navdušil, čisto na hitro? Mislim, da tako je na Spektru, da bi poznal te, ki so slavni, isto ne. Sem pa navdušil za gibanje dve prej omenjeni članici društva, in pa še enega kolega in pa eno kolegico, ki pa nimata, ki pa nista na Spektru. Jih je pa spet moje pripovedovanje motiviral. Ena kolegica Špela je namreč prej že tekla, med drugim tudi desetko ljubljanskega maratona, vmes nič, začela nazaj. In pa en kolega Aljaž je pa isto začel. Tako da, novo spoznanstvo. Nadaljuj, kar počneš. Toliko časa jih moraš matrati s svojimi zgodbami, da pol začnejo tudi sami laufati. Na izčrpavanje se gre, tako, zato počnemo tole. Hecam se, kajpak. Povej mi nekaj, rekel si, tek ti je pri Aspergerju pomagal,
Ja. In zdaj me zanima, najprej tvoja, potem pa seveda tudi Tinin pogled na tebe, pa na tvoj tek, ampak najprej tvoj. Kako bi, recimo, definiral to, kaj ti je tek dal pri premagovanju vsakdanjih težav, ki ti jih Asperger prinaša in nasploh? Predvsem manj stresa na eni strani, na drugi strani odklop, glede na to, da prihajam iz glasbene družine, seveda brez glasbe ne morem. Prav spomnim se lanska izvedba Hrastik traila, malo po 6. kilometru spon dobesedno skoraj napičen. Sem bil že dobesedno na škrgah. Je prišel pravi komad, glih toliko, da nisem poletel po zraku do vrha tega klanca. Tako da ja, dostikrat, ko tečem, vključno včerajšnjim z orožjem, samo narava, glasba in jaz. In takrat se odklopim, napolnim baterije. V zadnjem mesecu se tudi zgolj zaradi tega tudi pridobil najboljšem špancu, s katerim imam sicer težave, ampak takrat, ko tečem, se umirim do te mere, da spim odlično. Hkrati, ko ostanem, tudi nevrotipični, oziroma tistim, ki niso na spektru, oziroma le tega ne poznajo, jim lahko s tem opišem, da ni mas meg bal, ampak da lahko vseeno dosežemo svoje. Gledal sem tudi film Ultra, Madžara, ki je pretekel Šparton. V tem filmu, njegova, mislim, da 5. izvedba, takrat bila, njegovo uspešna, se je vrtelo vprašanje, zakaj tečem. Glavno, hotel sem tam izpostaviti enega fanta. Ni pisalo nikjer, meni se je zdel kot Asperger. In je dečko res tekel zgolj in samo, da bi se lažje vključil v družbo. Imeli so pa doma tudi domači fitnes, kjer so ga imeli za dobrovoljčka dobrega trenerja. In ja, basically, če povzamem,
mi tek znižuje stres, posledično znižuje možnosti za panične napade, višja mojo samozavest, in pa preko tega, če že ne, da razvija tabuje o maso, se zelo rad razgovorim tudi o svoji motnji, oziroma staro, ne motnji, ampak stanju oziroma drugačnosti. Tudi v angleščini strokovnjaki ne rečejo disability, ampak rečejo disability. Se pravi, ne primanjkljaj, ampak drugačnost. Drugačne zmožnosti. Tako da bi se to, ne. Pa smo spet pri tem. Verjamem, da bo Tina zdaj dopolnila tole tvojo zgodbo, pa še s svojim pogledom. Se pravi, Nejc, preden je bil tekač, Nejc, ko je tekač, prednosti recimo tega, da se ukvarja. Jaz sem predvsem Nejca spoznala najprej preko glasbe. Torej tega, da je pri nas na otvoritvi centra Aspi igral. Saksofon, mislim, da je bila tudi. Ja, kako on to potem. Ja. Tako da ja, predvsem je bila, bom rekla, okoli glasbe v sredini, potem kot študenta socialne pedagogike, in nekoga, ki je imel sicer neke družbe, pa večinoma je bila ta na fakulteti. Potem, ko se je začel pa tek, pa ko je predstavil v bistvu to akcijo, tudi svojo, mislim, še preden je bila ta akcija, pa je začel sam s tekom se ukvarjati, smo, bom rekla, dobili veliko enih informacij. Tle sem bil, pa tukaj sem bil, pa tam sem povedal o avtizmu. In se je videl, da pač ima, da bom rekla, razširja svojo socialno mrežo, ki je bila precej manjša prej, kar ima, bom rekla, osebe z avtizmom pogostokrat, manjšo socialno mrežo, nimajo manj prijateljev, pa težko mogoče vzdržujejo stik. Jaz mislim, da je Nejcu ta tek dal možnost za to, da pač se srečuje s podobnimi ljudmi, vzdržuje v bistvu stike z njimi in ima tako ogromno mrežo, ok, ne moram drugače narisati. Pač nekih znancev, so tekači. Mimogrede, naj se samo tukaj uskočim, da si je Andreja samo zaradi navdušenja nad akcijo par dni nazaj kupila modro tekaško majico. Namreč modra barva pa je barva Pa moramo tudi mi pohvaliti tebe, da imaš majico. Ena od stvari, ki sem jo najprej zapazil, pa nisem vedel prej tega, da je modra barva pač avtizma in da tudi Nejc, tej akciji poziva pač vse, da najmanj, kar lahko naredimo, da malo posveščamo, da damo gor plavo majico. Plava, modra je ena mojih najljubših barv, rekel, največ modrih majic, vse kape imam modre, da se lahko kličem modr človek, čeprav mogoče nisem toliko. Tako da mi je bilo všeč, ta koncept mi je všeč, tako da spoštovane, z 1. aprilom modre majice ven, pa gasa. Nejc je že povedal, kje so bili zametki projekta, o katerem bomo zdaj malo več spregovorili.
Asperger teče, se mu reče. Zdaj pa mogoče še Tina, tvoj doprinos, se pravi, ok, on je prišel s tem Wordom, s to idejo, ki se je potem malo pač razvijala. Tako. Tukaj je potem tvoja vloga oziroma vloga društva. Ja, tako. In spone in rikvrce in tako naprej. Ja, v bistvu tako, da smo dobili, najprej smo se tukaj na Aspiju srečala, pa je predstavil, ko bom rekel, besedno idejo, da tako že vsako leto, kar teče tudi v Modrem, zato da ozavešča o avtizmu, tako kaj je prej rekel, da je tudi povedal veliko ljudem pravzaprav, kaj pač to je, torej so tekači. Skoraj gre za en čist tak interni osebni projekt njegov, ki ga je že nekaj časa peljal, a ne. In rekel, zakaj pa ne bi pač to širše zastavili, zakaj ne bi, ne vem, mogoče organizirali nekega večjega teka. Zdaj, večji tek zajame kar velike organizacije, veliko ljudi, bom rekla, pri nas Stroškov tudi. Ja, stroškov tudi, ne. Pri nas na Aspiju imamo pa, lani smo imeli dva pa pol zaposlenega, pa letos imamo 3, ampak to je zelo majhna, bom rekla, organizacijska ekipa, a ne, ker ima še druge projekte zapeljati. Imamo sicer tudi, bom rekla, kup enih prostovoljcev, ki so res super, in brez njih tudi ne bi mogli čisto neke osnovne dejavnosti izpeljevati. Ampak projekt je bil ogromen. Nismo imeli posebej financ za njega, torej kaj lahko naredimo. In potem sta se tudi s Tino še usedla kolegico, in se je prišlo nekako na idejo, da bi naredili več teh tekov, ki bodo njegovi osebni, ker je tudi za nek osebni projekt, ki bi ga pa lahko zelo preprosto razširili na način, da povabimo druge ljudi k sodelovanju, tako da svoje kilometre prispevajo. Imeli smo že v preteklosti te modri sam pohode, torej ponavadi so se izpeljali na 2. aprila, in smo z baloni, v modrih majicah in tako naprej šli na pohod. Ali smo šli na nekaj po Domžalah, ali smo šli na Boč. Lansko leto na Boč, Ja, tako. za 2. aprila, Tako. kjer je zelo gor tekel. Je pa lansko leto ravno na naš tekaški praznik, dan norcev, 1. april, če se Dobro, všeč mi je. Naš praznik, ja, da. Je snežilo, imam pa blizu, blizu sorodnike, in seveda, inkluzivni planinec, kjer sem jaz tudi prostovoljec, mimogrede, je imel gor pohod. In seveda Nejc ne bi bil Nejc, če ne bi bil malce izven. In sem parkiral pri tamkajšnji osnovni šoli Kostrica, malce nižje Boča, ter se podal preko Velikonošice na vrh. Prišel mimo Velikonošice takšno blato, da sem dobesedno počakal v blatu, da sem mogel po robu hoditi, da sem prišel sploh. Prišel, potem pa prispem do travnika Velikonošic, led, si mislil, grem, se do doma,
preveriti, kakšno je stanje. Tisti dan pa sem prvič imel priložnost vleči gibalno oviranega na tisto lažjo pot do koče velikonočnice. Seveda pa sem imel tudi sam moder balon. Preko Inplaninca pa sem potem na pohodu na Goro Oljko, ki je bila dan pred kraljevim vzponom na Gramado, imel enega najbolj norih vzponov, ampak morda o tem ali malce kasneje ali drugič. Tina, gledaj. Tako, evo. Na območju nekje. Torej, gre za kombinacijo, kako bi rekla, ko sem že začela, torej nekega osebnega projekta, nečevega, v bistvu nečesa, kar smo mi že prej delali s pohodi, sicer samo na 2. aprila, ampak zdaj smo to razširili, zaradi tega, ker je imel Nejc idejo, da bi naredil 8 tekov, verjetno še kakšni presenečenje tako vhod, ki bodo pač, ki predstavljajo besedo Asperger, kar je pač tudi njegova diagnoza. Tako da ja, ko smo prišli nekako na to idejo, najprej je bila mogoče ena taka še malo upravičila z najine strani te organizacije Škofje Loke, ko se tudi ukvarja, v bistvu smo imeli najprej delovni naslov, ki je bil Aspi teče, potem smo rekli, okej, ker je tako oseben projekt, bi lahko bil Tečen za avtizem, potem smo dobila pa klic in je rekla ena gospa, dajte spremeniti ime, zaradi tega, ker je zelo podobno naši akciji. Lansko leto Tomaž Krpič je delal v Škofji Loki. Takratni virtualni londonski maraton z istim naslovom, Teči za avtizem. Oni so imeli Teci za avtizem, in pa so lahko in smo tako spremenila in sta rekla, Asperger se že sestavlja, bo pa Asperger teče. Tako da zdaj Asperger teče na 8 lokacijah in zaključi s 5. majem. Zakaj 5. maj? Zaradi tega, kar smo že prej omenili, da imajo z izvršilnimi funkcijami lahko osebe z avtizmom težave in nujno da znajo najboljših organizirati svoj čas. In so rekla, tudi midva ne bova na tak način pristopila in bova v 5. maja šla. Zakaj si ne bi še malo maja vzela za mesec avtizma, Tako da takrat je v bistvu zadnja povezava. Center Aspi v Domžalah z pisarno v Ljubljani in v popoldanskem času tudi ena okrogla miza na temo šport in avtizem ali pa tek in avtizem. Kjer pa bojo gosti. Ja, tudi gosti. Prijatelji iz Škofje Loke. Tako. Športno srce, Asperger teče od 2. aprila do 5. maja, smo rekli, 8 tekov, za vseh 8 črk. Začne se na Šmartinskem jezeru v Celju, konča se v Domžalah oziroma v Ljubljani. Vmes tečeš nekaj tekaških prireditev, nekaj lastnih projektov, čisto na hitro morda, kje se boš in še to, kako se ti moče v živo lahko kdo pridruži. Ok, zdaj, ki je društvo Aspi, spada pod zvezo nevladnih organizacij za avtizem Slovenije. Sem tudi trase speljal
tako, da se vsaj enkrat ustavim vsaj pri eni izmed članic zvez. Začnemo že to nedeljo s pričetkom ob 10. uri. Otroški teki začnejo ob 9. Velikonočni tek okrog Šmartinskega jezera z mojo malenkostjo na 10 kilometrih. Etapa S bo ta, dajmo temu reči, domača, domžalska. Štart okrog 12. Zbirati se začnemo okoli 11. Trasa bo pa Aspie Domžale, krog okoli Šumrka, nazaj do Aspija, mimo Dobenega, kjer imajo zelo dobre krepnite pri Blažu. Nato nas čaka obrat na bližnji Rešici in potem po isti poti do društva Aspie, kjer pa nas čaka presenečenje, tako da to vabim. Potem tretja etapa, bomo lahko spoznali traso istrskega maratona. Morda tudi z Boškorina Žvelto, z maskoto. Bikca. Bikca z Rokci, ki teče dol na obali, bravo, lepo. Namreč istrski maraton bo 16. Moja malenkost se pa ustavi na obali dan prej, štartom v Kopru na Titovem trgu in pa ciljem na portoroški plaži. Ravno takrat pa ima inkluzivni premec tudi pohod Strunjana do Portoroža. Morda Tina veš, kdaj približno boš štartali? Mislim, da okoli 20, ampak tudi jaz nisem 100%. Zakaj vprašanje? Ker imam cilj tako štartati, da bi zadnjih 100 metrov prišel v družbi in planincev, oziroma da bi imel na cilju navijača. Potem četrta etapa, Bled, štart in pa cilj pri društvu Doremi, kjer deluje tudi glasbena šola za osebe s posebnimi potrebami. Prej sem za Koper še pozabil omeniti, da tam deluje zavod Modri december. Ki tudi deluje na področju. Na Bledu bo namreč štart in cilj pri društvu Doremi. Vmes pa krog okoli Blejskega jezera, kjer poteka tudi Blejska nočna desetka, ki se mi pa vztrajno
izmike vsako leto, tako da vsaj Se pravi, letos prideš pol, ali kako? upam. Da gre vaditi. Spoznava progo. Ja. Top, No, ja. na Blegu se mu bodo pa pridružili tudi drugi člani in pa članice. Takrat bomo organizirali namreč zelo fast izlet, tako da bomo tudi tja šli in te spodbujam na poti. Začnemo pa na Bledu ob 12. Potem naslednja etapa 22. april, Hrastnik trail z mojo malenkostjo na trasi Razgledni 12. Luškanovo, naporno. Potem 27. april maraton, kjer so razdalje 50 in pa 21 kilometrov z mojo malenkostjo na 10. Tam med drugim tudi v družbi Andreje, pa morda še koga. Potem... Na maratonu so to v bistvu že napovedali. Ja, tudi. Tako da, evo. In pa tudi Hrastnik trail je tudi že naredil reklamo projekta, tako da podpore je ogromno. Potem pa bo 7. etapa 30. aprila. Etapa okoli mojega domačega kraja, Šempetra. Mimogrede 5 kilometrov imam do Žalske fontane piva, ki se mimogrede odpre na 1. aprila. Tako da lahko povabim tudi ostale, da pridete v to fontano piva. Če ne teč, pa saj v fontani piva počaka, da vsi ostali tečejo. Recimo, da zdaj si vse tiste, ki ne tečejo, pripričal, da bi prišli na 7. etapo. Glavno, 7. etapa bo potekala od Šempetra mimo Vrbja do Žalca, kjer deluje zavod CPOM, ki se ukvarja s podporo družinam otrok na masu, in potem mimo Vapenskega jezera po srčni poti mimo Celjskega visečega mostu, mimo Špice, nato pa preko Grmade nad Celjem do cilja na Celjski koči, 28 kilometrov, Lepa. 40 metrov skupne višinske razlike. Tako da predvsem ljubitelji trailov vabljeni, da se mi pridružite. To je finale za družino. Ja, oziroma aprilski finale, dajmo temu reči. Na to pa še finale. 5. maja, kjer pa bomo štartili v društvo ASP v Domžalah. Odšli preko Dobenega mimo Blaža na Rašico. Potem pa se spustili na drugo stran,
mimo Črnuč. Črnuče, In potem do cilja na glavni avtobusni postaji v Ljubljani, kjer pa ima Aspi, kot je Tina povedala, v tankajšnjem podhodu tudi svoje pisarne. Tam bo sladkor tekočine, takšne in drugačne. In pa potem popoldne še konferenca oziroma pogovorna miza. Štartamo pa 5. maja o 10. pri društvu Aspi, kjer pa vem, da si gledalci niso zapisali. Niso. Vas pa ljudno vabim, da se tudi javite na našem Facebook dogodku Asperger teče, kjer bomo sproti tudi objavljali. Tisti, ki imate stravo, tudi vabljeni v skupino društvo Asperger teče. Tako da, ja, evo. Še kaj drugega je potrebno? Na dogodku na Facebooku so tudi objavljena navodila, kako lahko ostali prispevajo svoje kilometre. In sicer, če čisto počasi na hitro obnovim. Eno je tako, da se lahko pridružite tej skupini na Strava. Drugo je, da se slikate, pa napišete, ali pa slikate kaj drugega, če sami se nočejo slikati ljudje, torej iz terena eno fotko in pa pripišejo kilometre, pa pošljejo na naš mail info@društvoaspi@gmail.com. In pa tretja možnost, da spet naredijo fotko, jo objavijo pod razpravo na dogodku na Facebooku in pripišejo kilometre zraven in mi jih bomo pol na koncu šteli. Vse omenjeno, ja, naj lepo si razložil, Tina, ti tudi. Jaz bom polinkal, seveda, v opisu epizode, tako dogodek, spletno stran, vse detajle ni, da ni. No, to zbiranje kilometrov pa seveda ima en poseben namen. A je tako, se pravi, največji kilometri vseh, ki bodo tekli z njim, ki bodo tekli nadaljavo in poslali fotke s kilometri, se seštejejo. In kaj se potem s temi kilometri zgodi? Zakaj jih zbiramo? Jih bomo zbirali? Zbiramo jih za dobrodelen namen. In sicer kampanja ima dva namena. Eno je to, da ozaveščamo o avtizmu, razbijamo tabuje o avtizmu in pa, zdaj že tretji, malo več. Spodbujamo v gibanju, Vmes bodo tudi objavljene določene vsebine, ki bodo osveščevali narave. Koti, fun facti, Tako naprej. Seveda pa te kilometri naj bi se pretvorili v evre. In tukaj predvsem smo še vedno malo v iskanju nekih donatorjev, nekaterih pa sponzorstev, nekateri so nas pa v bistvu že podprli. Namreč, zakaj mi zbiramo te kilometre, ki jih želimo pol pretopiti v evre? In sicer v lanskem letu smo imeli eno financiranje, ki nam je pa izpadlo. In bomo zdaj s temi kilometri in evri poskušali pokriti stroške psihoterapij za osebe z avtizmom in pa tudi njihove družine. Želimo si več nekih brezplačnih, vodenih delavnic za učenje v bistvu socialnih veščin pa komunikacije.
samostojnega življenja, zdravega načina prebivanja prostega časa. In pa tretje, brezplačne podporne in izobraževalne skupine za starše. To je vse, kar je nekako upadlo s tem, ko smo izgubili financerja. Tako da ja, to je nekako ta cilj, proti kateremu gremo. Sem pa že omenila, se mi zdi fajn, da se vzame tukaj prostor, da so nas nekateri v bistvu že podprli. In sicer kot prvo psihoterapija Aleana, ki nam je darovala v bistvu trikrat brezplačen obisk psihoterapij. Potem Decathlon nas je materialno podprl z različnimi izdelki, od majic, nogavic, praškov za pitje in tako naprej. In pa Mumin, a sem prav povedala, kako jih zmeraj za Mumin? Mumin. Bom pogledala. Mumino, ki so nam podali donacijo 4 sit za potisk majic. Namreč sami bomo tudi tiskali oziroma že potiskujemo majice. Naprimer, ta, ki sem jo jaz prej kazala, je nastala, če jo še enkrat pokažem, je nastala na delavnici, na eni od naših ustvarjalnih delavnic. In pa značke, ki jih pa tudi v bistvu mi izdelujemo sami. Tako da se probamo čim bolj, znajti, čim več tudi sami narediti. Majice pridobivamo tudi s strani teh trgovin second hand, tako da še recikliramo zdravo, smo še tako malo reciklažno usmerjeni. Tako da res probamo široko postaviti vse skupaj, kar delamo. No, če v tem mestu pozovem vse, ki tole poslušate, gledate, ja, pridite teč, kilometri lahko pomagate, še več, tisti zunaj, ki pa ste začutili priložnost, da bi kaj darovali, naj si bo podjetja ali pa tudi posamezniki tudi dobrodošli. Evo, vaša pomoč bo krvavo potrebna za vse omenjeno in bo prav prišla, v društvu bodo hvaleni. Nejc pa prav gotovo, ker se bo trudil za vse tole. Nejc, koliko treniraš potem za ta projekt? Najbrž največji projekt zdaj. Trudim se vsaj 2-krat pa do 3-krat na teden. Za rojsten dan sem dobil tudi veslač. Tako da, evo, treniram, zadržujem formo, ko mi čakam, da se začne akcija. Imam pa tudi, če bo seveda še časno potem, imam tudi nekaj zanimivih tekaških zgodb. Verjetno pa me kolegica že nekaj poznala. Kar na plazni mi, Nejc, kar na plazni. Zdajle smo se ugreli, tako da gasa. Recimo, jaz preko prostovoljstva sem bil letos v okviru Evropskega mednarodnega prostovoljstva v Lebnu, v Belgiji, kjer sem pomagal na tamkajšnjem mladinskem cirkuškem festivalu Cirka. Tamkajšnje cirkuške šole Cirkus in Beweging, kar pa pomeni cirkus v gibanju. Torej, mi nismo tekači, mi smo cirkusanti. Potem takem. In imeli smo najprej srečanje, kjer so rekli, da nam častijo vse karte, bivanje in pa tudi
vsakemu svoje kolo. Namreč prostovoljci smo bili od cerkveške šole oddaljeni 4 km. In okej, ne, jaz sem že takrat na Zoomu, ne, v šali rekel, ne, da tako ali tako tečem, ne, da kolesa ne potrebujem. Okej, ne, pridem tja, ne. Prvi dan, ne, gremo s kolesom, prvo sekundo pade dol verika. Kaj pa zdaj, ne? Mi ena prostovoljka, ne, posodi njeno rezervno kolo, ne, za tisti prvi dan, da sem vedel, ne, kje sploh, ne, iti. Okay? In potem je tisto kolo počakalo v garaži. In sem lepo tekel dvakrat, ne. Nazaj. Zjutraj tja in potem zvečer še nazaj. Zdaj pa naj povem, da tam v tamkajšnji šoli pa dela tudi en socialni pedagog, ki se zelo rad zafrkava, ne. In potem smo šli enkrat do jezera, od šole tamkajšnje oddaljeno 10 kilometrov. Tistega dne sem naredil v 4 etapah 33 kilometrov, mimogrede. In seveda, ne, pridem nazaj, ne, iz jezera, ne, mi reče Stef, ne, en ultra trlaš, ne, bi te rad, ne, spoznal, ne. Sem si mislil, me zabere, ne, počasnega, ne, fant iz Sle, ne, ne, to se hecаш, ne, sem te gledal, ne. Pa res, sem te pohvalil, ne, je rekel, ne, kaj dobro, ne. Sem rekel, ne. Evo, ne, je bil pa gospod Vincent Smec, ki je pa s Stefom zelo kolega, dejansko tam. In nato sva se dogovorila z njim, da sva za zadnji trening, oziroma zadnji dan mojega obiska, takrat sem pretekel 23 kilometrov z 250 metrov skupne višinske, sva imela 7 skupnih kilometrov, če ne drugega, da mi je pokazal malo okoliške hribe. Še vedno sva na vezi, še se slediva preko Strave, sem ga tudi povabil na ultra trail dogodke v Sloveniji. Tako da upajmo, da pride. Prav, mislim, prav, še mednarodno udeležbo bomo imeli, ja,
Jaz sem nec, ti si ambasador, rekel slovenskega teka, zagret za tek, v pravem pomenu te besede. Super je. Super je. Všeč mi je, no, ta debata je bila super, veliko smo povedali. Mogoče Tina za konec lahko pod črto dodamo še temu projektu teku in avtizmu nasploh, morda, no, izvoli. Jaz mislim, da je to en tak zelo dober projekt. In upam, da se bo v naslednjih letih nadaljeval, razširil. Mislim, da bomo od tega se povezali z različnimi organizacijami, mogoče naš kakšni sponzorji še bolj prepoznajo. Mislim, da bomo dobili nove povezave, srečali, spoznali veliko novih, dobrih ljudi. S kakšnim društvom se mogoče še bolj povezali, pa naredili kakšno zadevo skupaj. Mislim, da več glav, več ve, več ljudi, bolj se širi. Pa seveda ena taka prijetna, utrujenost, pa končava, ne? S tem projektom. Tako bom rekla, težko je biti pesimističen ob nejcu, ki ima neverjetno energijo. In vem, da smo nekje vmes, da tako joj pa teh donatorjev pa sponzorjev pa še ni čist, ne, pa nimamo še čist vsega, tako kot smo nekako si zamišljali, oziroma si ti zamišljal, ne. Ampak so pa tako, ne, pa se je prvo leto, ne. Sem že imel v glavi Plan B, plan B, da bi recimo vsak, ki bi prišel, doniral 10 evrov, ne, tako da, ne, pa je rekla, potem Tina, dajmo v easy, počakati, prvo leto je mala ekipa, in dejansko smo enega izmed ciljev že dosegli, še preden se je sploh začelo. Namreč ogromno podpore, ogromno situacij, poznam kolega, ki ima katerega kolega, ne, je kolega od kolega in tako dalje, ne. S čimer smo dobili, če ne drugega, ogromno reklamo prepoznavnosti društva. Tako da, evo. Pod črto lepo vabimo v bistvu vse, da se nam pridružijo, da v bistvu zbirajo kilometre zase in tudi za nas. In ja, da se pač srečamo nekje na nekem dogodku, in predvsem, da se imamo fajn in ta april z majem, kako že, pač bom rekla čisto meni taki fajn aktivnosti preživimo in seveda tudi za dober namen. Spoštovana publika, slišali ste vabilo? Dogodkov je dovolj, priložnosti tudi. No, jaz sem si že malo obkrožil tisti Bled, recimo, ne, ker sem veliko na Bledu, pa bom poskusil biti tudi tisti dan. Poti okrog Blejskega jezera so čudovite za teč. Pa še eno drugo stvar sem se zdajle spomnil, povem kasneje, Nejc, ti kot navdušen tekač, zagret, tečeš trele cesto, ni da ni, ne? Sigurno imaš kakšne dirke, kjer bi rad nastopil, pa ti zdaj še ni uspelo, ne vem, mogoče kakšen maraton, mogoče kakšen ultra trail, karkoli. No, povej mi svoje skrite želje. Zdaj, najprej kar omenim, da je imela moja kolegica Mijo, ki ga je Avstralna, in njej v zahvalo, ker je borka, sem se letos
odločil oteči maraton, Prav. ki ga bom pa otekel še na cirka 3 kilometri podalje. In sicer v okviru ultramaratona Logarska Celje. Cel je sicer 76 kilometrov. To bo 3. septembra. Jaz grem pa iz Ljubnega, kjer bo štart s 45 kilometrske razdalje. Skrita želja mi je bil tudi ljubljanski maraton, potem seveda tek na Primož, nad Kamnikom, ki je bil tudi včeraj, pa se je pokrivalo. Moram pa priznati še nekaj. Daljša kot je trasa, bolj uživam. In pa za trening, če nimam vsaj 10 kilometrov in pa vsaj en klanec za griziti, nisem svojega dela. Ne, iz prehoda. No, Tako da, ja. evo, super, izvoli. Hotel še bi se navezal, recimo z neki najljubših tras trenutno. In sicer imam blizu mojega doma, blizu, je hrib Golava, in imam od doma do Blaževega bivaka na Golavi in nazaj cirka 16 kilometrov in pa 650 metrov skupne višinske razlike. Mešana podlaga za nekaj ceste, nekaj traila, zgoraj pa res noro lepi razgledi, tako da vabljeni. Potem pa imam na sicer Kozjanskem koncu, v vasi Zipika, ki je pa blizu dveh dogodkov, namreč tek po Šmarskih bregih, 17. junij, mislim, da je letos, na katerega sem sam že prijavljen, in pa Rudnica trail, Rudnica je pa dejansko sosednja planota planote Tinsko, kjer imata Boter in pa dedi, ki sta vinogradnika, svoje vinograde. Da malce pohvalim, ima Boter vsako leto tudi prvaka, kar pomeni najvišje ocenjeno vino v regiji, tako da vljudno vabljeni. Je pa ta trasa čez Tinsko speljana v dveh krogih, v dolžini 15 kilometrov in pa cirka 400 metrov skupne višinske razlike. Imam pa doma tudi eno 11-kilometrsko klasiko, krog pretežno ravninski, v sklopu katerega sem tudi otekel svojo prvo desetko. Imam pa blizu tudi hrib Vukovica na poti,
Tako da sem že zdaj parkrat za malico naredil obvoz še na Vukovico. Ta trasa je pa cirka 15 km in pa 360 metrov skupne višinske razlike. Bi še lahko našteval, ampak mislim, da nimamo časa, tako da vljudno vabljeni na aprila z majem, evo. In morda se še najde kaj. Specifično ciljam na Bled, kjer sem pomagal na bližnjem Ribnem kolegom tabornikom. Blizu je hrib Talež, tako da tisti, ki bomo imeli še kaj moči v nogah, imamo Se že konča. Vedno je še kakšen hrib. Stalež super hrib, jaz sem tekel enkrat gor, imel je dirko, tako da ja, zdaj nima več, se mi zdi, mogoče se vrne, no, tako da tam ti bo všeč. Nejc, spoštovana publika, ste videli, zgodb ima Nejc še za izvoz v teku še predvsem, potreba narediti še kakšno oddajo, ker se je pomenila še kakšen milijon trailu. Nejc, če si rekel Bled, zdaj ne morem, da ne bi, a naj letos, če boš imel čas 13. maja, si moj gost na Nočni desetki, evo, ja, tako. Ja, sam koledarček poglej, če imaš cajt, pa evo, pa so vse zmenjena. Če bo sreča mila tudi 19. aprila, spoštovane, ko Nejc teče okrog Bleda, ostalo ste slišali, jasno. Poglejte si še linke spodaj, vprašajte, drugače kontaktirajte tudi Tino Nejca, lahko donirate, prispevate kilometre in seveda evrške. Čisto za konc, mogoče ti bom pustil še zadnjo besedo, Nejc, jasno, ne? Z mano sta bila, spoštovani in spoštovane, Tina Janežič iz društva Aspi in Nejc Pogačar, kot si pravi, glavni norec projekta Asperger teče. Nejc, čisto za konec, tistim zunaj, ki to še ne počnejo, zakaj teči? Ne veste, kaj zamujate? Zamujate svež zrak, zdravo gibanje, nore razglede, novo poznanstvo, nove prijatelje. Recimo naj omenim, tekaške kolege sem najprej spoznal preko Strave, šele nato pa v živo. Tako da ja, tudi živali. Namreč na enem izmed treningov na Tiskem sem tekel 10 kilometra in se naenkrat 10 metrov pred mano začne tresti. In potem par metrov pred mano velik senak, če je sest. Jaz sem tako cvetno. In ja, potem povem domačim, in pravi dede v hecu seveda, kaj ga nisi ujel, bi ga imel, da golaš.
Tako da, tako da, evo, tisti, ki še ne tečete, pridite teč. Če ne drugega, bo polno zabavnih dogodkov, dvig samozavesti, osebna rast, narava, motivacija, še naj reče, kondicija, manj stresa, evo. Super. In pa, če me boste srečali, mi samo pomahajte, boste slišali tisto znano iz Keksa. Še bolj močno! Še bolj noro! Še bolj na poskok! Na poskok je dejal! Ja, ne, če se srečava, greva skupaj ploviti, Jelene. Jasno. Hvala, Nejc, hvala Tina, tole je bilo fantastično, res super. Evo, se vidimo aprila zunaj na cesti. Ja, hvala tebi. Hvala, z Bogom, srečno. Ja, srečno.